Najlepša hvala za udeležbo. Slovenija v nekem času, ko razmišlja o tem, kako naprej. Slovenija v času, ko se sprašujemo, kaj nastalo iz naše države in ko se sprašujemo tudi, kako to popraviti. Ne tako dolgo nazaj je Gospodarska zbornica Slovenije v tem istem prostoru organizirala podobno srečanje in takrat je padlo tudi nekaj idej v tem smislu, da je bilo ta dialog treba še posebej intenzivno nadaljevati vse do predčasnih volitev, pa seveda tudi potem. Predvsem pa zdaj, ko se predstavljajo programe. Na tem času, če je mogoče oblikovati tudi, kolikor se da podobne poglede na to, kako reševati slovenske javne finance, kako reševati slovenske razvojne vprašanja in predvsem kako zagotoviti pogoje za odpiranje novih delovnih mest. Tisto, kar je morda v dosedanjih razpravah nekoliko izostalo, je bil nek širši pogled na naše makroekonomsko okolje doma in Evropi. Zaradi tega smo se odločili, da danes v tem uvodnem delu, kot je že povedala gospa Zofija Mazej-Kukovič, vabimo nekatere ugledne makroekonomske strokovnjake, tako iz Slovenije kot iz Evrope, ki bodo skušali naslikati stanje, kakršnega lahko pričakujemo v smislu gospodarskega okolja v Evropi in v Sloveniji naslednje leto in seveda, kolikor je pač možno s prognozami pogledati tudi naprej. Danes je potem jasno, da ste na vrsti vi, večina časa tukaj je namenjena temu, da mi vas poslušamo in na koncu, če boste pripravljeni tudi vi poslušati nas, bomo predstavili nekatere rešitve, ki jih imamo zelo na kratko in morda kakšne tudi tukaj pred vami uspeh. Danes je vladni urad za makroekonomske analize in razvoj predstavil nekatere, kako bi rekli temu, popravke jesenske gospodarske napovedi, ki je bila predstavljena septembra, se pravi 2 meseca nazaj, niti ne polno 2 meseca nazaj. Nekateri ste morda v medijskih predstavitvah temu nekoliko že sledili. Mi smo danes povabili, in tako je bilo tudi najavljeno, tukaj za neko vodno predavanje tudi dr. Boštjana Vlasleta, direktorja urada, ki pa se je zadnji hip opravičil. Je pa poslal svojo prezentacijo, ki je od tega trenutka naprej objavljena na naši spletni strani in vas vabim, da si jo kasneje pogledate, ker je zelo zanimiva. Nekatere ključne ugotovitve pa bi poskušali pogledati tudi zdaj. Mislim, da jih imate na zaslonih. Nekaj prosil za nekaj pregled. Tukaj vidimo te krivulje, ki kažejo, kako se pričakovanja za naslednje leto poslabšuje vse segmenti gospodarstva. Od junija naprej se te krivulje obračajo, tako ko gre za različne panoge, pa tudi splošno pričakovanje gospodarstva. To je nekaj, kar nas lahko najbolj skrbi, ko gre za širše okolje, gre za naraščajočo negotovost na finančnih trgih. Tista zelena krivulja je Italija. Situacija pri njih je danes še slabša, kot pa je tukaj narisano, ker so še te obveznice na 7,3. Vendar pa moramo biti bolj zaskrbljeni zaradi te rdeče krivulje, ki kaže položaj slovenskih desetletnih obveznic. In trend, ko še nismo tam kot Italija, je pa zelo podobno. Zelo podobno. Tista modra črta, mislim, da je Slovaška, črna, ki je edina pozitivna, tukaj pa je Nemčija. Pravi, ne gre vse Evropo v to smer, hvala Bogu, vendar pa
mi nismo tam, ker je Nemčija. Zdaj, to so obeti za gospodarsko rast v evroobmočju. Niso dobri. Tudi treba razlagati, zakaj. Vsaj dan spremljamo razloge. To je zemljevid, lahko bi rekli, gospodarskih pričakovanj za Evropo, ki tudi ni ravno ugodna za nas. Modra barva je stanje nespremenjeno. Zdaj so prognoze za naprej približno tako, kot je danes. Zelena barva je sprememba na bolje. In ta temna barva, oziroma rjava barva, kakršno imamo tudi Slovenci, so pa znavilci poslabšanja. Odbite gre glavno za naš evropski jug. To so krivulje, ki kažejo nadaljno rast izvoza in trende, da izvozna krivulja je pozitivna, in gre pa za proizvodnjo v predelovalnih dejavnostih, pa zadnje mesece kaže krivulja upadanja. Tista rdeča črta pa je, ko bi najbolj vedeli tudi, če ne nič pisalo naše gradbeništvo, ker še nažalost še vedno navzdol. Tukaj je gospodarska klima, kazalci zaupanja. Pravzaprav se posod poslabšuje, nekod so opremni slabši, ponekod so manj slabi, ker pa niso dobro. Slovenija je na praktično večini lestvic konkurenčnosti v zadnjih letih nazadovala. To je nekaj teh lestvic, kako znate. Investicijska dejavnost, rdeča črta je ponovno gradbeništvo, investicija v izgradbene objekte, investicije v opremne stroje, nekje stagnira, na precej nižji ravni od tega, kar je bilo normalno. To so pa po moje najbolj zaskrbljujoči grafi, ki zelo nadzorno ponazarjajo kreditni krč v Sloveniji. 4,5 milijarde evrov, leta 2008 iz banka gospodarstvo, najbolj preveč. Ampak to, kar je, če gremo nazaj, to, kar je pa potem sledilo, je pa daleč večji ekstrem, da bil negativni smer. Finančni toki iz gospodarstva bank. Naprej. Jasno, to je neka slika bančnega sektorja danes. Vse več je rezervacij in slabitev, torej nedonosnih valjav. Številke so vsako leto večje. Razkorak med proračunskimi prihodki in odhodki, iz 2 milijarde za 3 leta. Veste, kam to pelje, ne dolgoročno, so srednjeročno. To je pač delež sektorja države v bruto domačem proizvodu. V drugačnim prognozam tudi letos velik napredek. Jesenska napoved marja, objavljena septembra. Še relativno, ne bom rekel optimistična, ampak relativno manj slaba. Danes v marj ugotavlja. Gremo naprej. Da je nerealno pričakovati, da bi se ta projekcija iz jesenske napovedi za naslednje leto uresničila zaradi razlogov strukturnih problemov, zaradi tega, ker finančni krč
nič manjše oziroma še večji, zaradi poslabšanja situacije v evroobmočju, v katerem razpadamo. Kot že rečeno, na naši spletni strani je objavljena celotna prezentacija dr. Boštjana Vasreta, ki se splača povedati. Ne zato, da bi slabe volje pa pesimistični, ne pa zato, da bi vedeli, kaj nas čaka. Je dr. Lahovnik, dr. Turk, magister Marjan Hribar in dr. Peter Jungen, bolj natančni v teh predstavitvah. Sem tukaj v dogovoru z dr. Vasretom skušal samo predstaviti nekaj teh kazalcev, ki se mi zdi, da sodijo na sam začetek te razprave in tega odprtega programa, pa on tega žal ni mogel storiti. V nadaljevanju, potem, ko bo ta slika še malo bolj izostrena, bomo iskali rešitve. Kot že rečeno prej, mi smo tukaj najprej zato, da vas poslušamo. Velikokrat smo se takšnih in drugačnih priložnostih srečevali tudi v našem mandatu in tukaj veliko direktorjev podjetij, ki smo jih takrat obiskali. Spomnim se naših optimističnih pogovorov v tistem času, še posebej leta 2006-2007, ko je bil glavni problem, kamorkoli smo prišli, pomanjkanje delavcev, delovne sile. Takrat je bila brezposelnost na rekordno nizki ravni in Slovenija leta 2007 izdala še okrog 100 000 delovnih dovoljenj za tujce. Danes imamo druge probleme in menim to samo tako mimo grede, tako kot bo treba sanirati bančni sektor in poskrbeti za kapital, bo treba poskrbeti tudi za tiste, ki so delali, pa niso dobili plačila. To je ena od nalog, ki nas čaka v prihodnje. Da pa bo možno, je pa treba najprej. Da bo realizacija možna enega in drugega, bo pa treba več ustvariti. In danes, ko bomo iskali odgovore na te izzive in na ta odprta vprašanja, se bomo sukali okrog tega, kako več ustvariti, da bo potem tudi več za skupne potrebe. In še kaj se mi zdi, da moramo v tem času, ko se vse več ljudi se običajno ne ukvarjajo z temi vprašanji in problemi, ampak se ukvarjajo z ekonomijo na mikronivoju, vseeno obrača v ponujene rešitve. Torej zelo jasno povedati, da za bližnjo prihodnost ne moramo pričakovati, da bo vse cvetelo. Jaz občudujem tiste, ki obljubljajo rast standarda v naslednjem letu. Bi pa zelo rad slišal, kako bomo to dosegli. Mislim, da bomo morali združiti vse napore in moči, da ne bo padel, da bomo zavarovali to, kar imamo, kar se standarda tiče. Predvsem pa se mi zdi ključno, da nekako v Sloveniji prvič najbrž, ker doslej ta zavest nikoli ni prodrla, prepričati ljudi, da lahko deliš samo tisto, kar ustvariš. Treba vsako kosilo plačati in da če si nekaj sposodiš, moraš svoj prej tudi. Naslednje leto boste gospodarili v pogojih, ko bo treba skoraj 1/8 tega, kar zberemo za proračun, dati samo za obresti, za denar, ki smo se ga sposodili. In bo tega manevrskega prostora še bistveno več. Leta 2008 smo dali za obresti, mislim, da dobrih 150 milijonov. Naslednjih letih bomo šli na milijarde. Kakšno obremenitev je to? 15% proračuna realno tega, kar zberemo. Si lahko vsak predstavlja, ni treba, da je makroekonomist, vsak, ki vodi podjetje, ve, kaj je to, če ti zmanjka 20% na koncu meseca tega, kar porabiš. Končno ve to vsaka gospodina. Ne moraš zaključiti družinskega proračuna, če so stroški za 20% točk večji od tega, kar prineseš domov s plačo ali kakorkoli drugače. Toliko, stvari so v bistvu zelo preproste, ampak slovenskemu prebivalstvu, volivkam in volivcem v tem primeru, doslej zelo odkrito tega, moram reči, nismo govorili. Mislim, da je zdaj čas, ko je to potrebno. Njihova bo odločitev, ne da bo to posledica. Hvala lepa.